Danes smo, spoštovane gospe in gospodje, pred pragom naslednjih novih pridobitev našega zavoda. Novih prostorov laboratorija, pnevmofiziološkega dispanzerja, medicine dela, prometa in športa ter radiologije, centrom za bolezni dojk in novega sodobnega digitalnega mamografa, za katerega smo si za dobrodelno akcijo, ki jo danes simbolično zaključujemo, do sedaj zagotovili 230.226 evrov. Vrednote zdravja nam prinaša dejavnost zdravstva. In zdravstveni dom je v naši regiji tisti, ki prenaša vrednote zdravja med občane Maribora in okoliških občin. Seveda pa v zdravstvu ni vse enostavno, tudi zdravstvo trpi zaradi krize, ki sem jo prej nagovarjal. In kar samo po sebi umevno se nam zdi, da to vse imamo in da vse to dobimo, kar pa ni res. Zdravstvo zelo trpi pod finančno krizo, ki je zajela svet, Evropo, Slovenijo in tudi Maribor. Zbrani smo verjetno pri otvoritvi in blagoslovitvi najlepših letošnjih jaslic v Mariboru in verjetno tudi v širši okolici, če ne kar v Sloveniji. In zato iskreno čestitam tistim, ki ste pri tem sodelovali, vodstvu zdravstvenega zavoda in vsem ostalim, ki ste tudi z dobrodelnostjo pomagali, da so te jaslice danes pripravljene. Bili so časi, ko so se ceste in mostovi gradili z brigadirskimi akcijami. Bili so časi, ko se je veliko šolskih in zdravstvenih objektov zgradilo samo prispevki, tudi naš na Vošnjakovi. Zdaj so časi, ko se centri za bolezni dojk v Sloveniji drug za drugim opremljajo z digitalnimi mamografi s pomočjo humanitarnih akcij. Danes se ne bomo spraševali, zakaj je tako. Veseli smo, ker je nam že uspelo. Poleg osnovnega poslanstva, ki ga ima skupina, se zavedamo tudi širše družbene odgovornosti. In v tem smislu je tudi skupina podprla nakup digitalnega mamografa. V času, ko si izražamo novoletne želje, je skoraj vedno zdravje na prvem mestu. In naj ne izzveni izrabljeno, da zdrav človek ima 1000 želja, bolan človek pa samo eno.